Spoštovani, danes odločamo o tem, ali naj Janezu Janši podelimo nov, še tretji mandat za sestavo vlade. Že vnaprej lahko rečem, da bo to civilizacijski polom, a gremo po vrsti. Če bi sklepali zgolj po koalicijski pogodbi, ki smo jo prebrali, bi lahko zaključili, da je podobna tisti, ki jo je sredinski petorček z NSI sestavil poleti 2018, torej preden je v koalicijska pogajanja vstopila Levica. V obeh je namreč pisalo, da so za javno zdravstvo, a javno zdravstvo bi reševali tako, da bi privatnikom omogočili dostop do javnega denarja. Oboji bi povečali sredstva za vojsko, za NATO na 2% BDP, s čimer jasno kažejo svoje prioritete, to je namreč dvakrat več, kot ta država namenja za kulturo, ali dvakrat več, kot namenja za razvoj in raziskovanje. Obojim je skupno, da obljubljajo višje pokojnine, višje povprečnine za občine in več stanovanj, a ne znajo povedati, kako bodo to financirali. Oboji govorijo o socialni pravičnosti, a dosegali bi jo z davčnimi odpustki za najbogatejše in bolje plačane. In oboji govorijo o pravih ljudeh na pravih mestih, a ko pride do kadrovanja, so pomembni naši ljudje na pravih mestih. Sredina in desnica pa si postajata podobni tudi v nekem drugem smislu, tehniki in retoriki. Eden od vidnejših sekretarjev prejšnje vlade, Damir Črnčec, se je svojih tehnik priučil kje drugje kot pri Janši. In če ste prejšnji teden poslušali sejo Odbora za kulturo o političnem kadrovanju SD-jevega ministra Zorana Pozniča, niste mogli preslišati retorike, na katero je včeraj opozorila novinarka Barbara Špela Kožar. Citiram: "Minister za kulturo Zoran Poznič, sicer pristojen tudi za medije, je v parlamentu na nedavnem Odboru za kulturo večkrat diskreditiral naše delo, torej delo novinarjev, pravzaprav vse, kar se je navajalo v medijih, in to tako, da je sam potvarjal informacije." In nadaljuje: "Kar se je dogajalo na nedavni seji parlamentarnega Odbora za kulturo, je bilo kljub mojemu dolgoletnemu spremljanju kulturne politike zame popoln šok. Socialni demokrati od članov odbora do samega ministra so diskreditirali vse, novinarje, direktorice, celo vabljene na sejo. Manever, zaradi katerega bi, če bi to počela neka druga stranka, odšli na okope." Enako bi lahko rekli za marsikaj drugega, kar je v zadnjih 8 letih počela tako imenovana leva sredina. Da, leta 2012 smo šli na okope zaradi varčevalnih ukrepov, fiskalnega pravila, slabe banke, privatizacije, ki jih je začela Janševa vlada. A ko smo dobili novo oblast, vlado Alenke Bratušek, so se te politike nadaljevale. In nadaljevale so se tudi v naslednjih 2 vladah. Fiskalno pravilo je vpisala Cerarjeva vlada, zadnji 2 banki je prodala zadnja Šarčeva vlada. V marsikaterem smislu torej danes ne odločamo o vladi, ki naj bi bila popolno nasprotje vlade Šarčevega petorčka ali prejšnjih 2 vlad Mira Cerarja ali Alenki Bratušek, ampak obratno, o kontinuiteti. Kot je v kolumni Levica v narekovajih in Levica z veliko pred volitvami 2018, kjer je kot edino alternativo podprl stranko Levica, zapisal Slavoj Žižek: "Kdo ali kaj je ta Levica v narekovajih pri nas?" Pri tem je spomnil na staro šalo iz Sovjetske zveze z radia Erevan, kjer so na vsa vprašanja poslušalcev odgovarjali z "načeloma to drži, ampak". Tako na primer poslušalec radia Erevan vpraša: "Je res, da je Jud Rabinovič zadel avto na loteriji?" Odgovor radia Erevan: "Načeloma je to res, ampak ni šlo za nov avto, ampak za staro kolo. Poleg tega ga ni zadel na loteriji, ampak so ga mu ukradli izpred hiše." In Žižek dodaja: "Ni težko ugotoviti, kako bi radio Erevan odgovoril na vprašanje. Imamo v Sloveniji res močan levosredinski blok. Načeloma je to res, vendar ta levosredinski blok se prav nič ne meni za pravice najbolj revnih in ogroženih, poleg tega je zapleten v stalne korupcijske afere in poslušno izvaja ukaze mednarodnih finančnih institucij." Ter doda: "Kaj jim pri tem pomaga patetično sklicevanje na NOB in partizanstvo, ko pa služi zgolj kot figov list za prikrivanje lastne bede."
Žižek je ta prispevek zaključil z ugotovitvijo, da smo tako z drsenjem leve sredine proti desni prišli do najnižje točke našega političnega življenja. Odnos med tako imenovanim levosredinskim blokom in Janševo SDS se da ponazoriti z ilustracijo rok, ki rišeta druga drugo. Edina zunaj te slike je, kot je ugotovil Žižek, Levica. Skratka, izdaja, ki bomo priča danes, ko bosta Desus in SMC podprli Janeza Janšo za mandatarja, pri čemer ni nepomembno, da je prav SMC stranka, ki je izključno na karti antijanšizma dobila 36% podporo na volitvah 2014. Ta izdaja ni enkraten dogodek, ampak dolgoleten proces drsenja, zniževanja standardov, stapljanja. Kot je ugotovil Luka Lisjak Gabrijelčič, ni se bilo treba Janši pomakniti v sredino, kot Mohamed na goro je moral le počakati, da se je sredina pomaknila k njemu. Kakorkoli, obstaja nekaj pomembnih razlik, zaradi katerih smo Šarčevo vlado pogojno lahko podprli, Janševe pa ne bi mogli nikoli. Če smo pri podpori sredinskim strankam lahko vsaj upali, da bomo ustavili erozijo standardov in drsenje na desno, kot vidite neuspešno, pri nastajajoči vladi tega upanja ni. In če smo pri sredinskih strankah izigravanje demokratičnih pravil in tehniko lahko spremljali kot ekscese, je pri Janševi stranki to sistematična praksa že dolga leta. Če jim ni všeč rezultat volitev, bodo rekli, da so ukradene. Če jim ni všeč mnenje novinarke, jo bodo zmerjali s prestitutko ali piškotkarko. Če jim ni pogodu sodba sodstva, ga bodo oklicali za krivosodje. Če jim ni všeč medijsko poročanje, bodo ustanovili lastne medije. Če jim ni pogodu resnica, bodo brez zadržkov širili laž. Janša in SDS namreč oblast razumejo totalno, tako kot so jo razumeli stalinisti. Vse vzvode moči je treba držati v svojih rokah, kdor ni z nami, je proti nam, kdor si nas drzne kritizirati, je sovražnik ljudstva. Moj znanec je duhovito pripomnil, za Janšo se oblast začne s prvo črko v abecedi. Čeprav zadnja leta SDS svoj nagovor usmerja k drugorazrednim, deprivilegiranim in Janševa stranka v isti sapi širi sovraštvo ravno proti tem deprivilegiranim, proti manjšinam, proti revežim, ki jih zmerja z lenuhi, proti tujcem, proti drugače mislečim, proti ljudem z napačnim tenom poti ali napačno veroizpovedjo. To sovraštvo je seveda taktično. Z njimi poskušajo prepričevati večinsko prebivalstvo, da je deprivilegirano drugorazredno. Pa si poglejmo, če so politike SDS in Janeza Janše koristile večinskemu prebivalstvu v Sloveniji, je zaradi njih kaj manj drugorazredno. 3 primeri. Prvič, leta 2005, ko je bila SDS na oblasti, so poskušali po zgledu Bolgarije, Latvije, Slovaške uvesti enotno davčno stopnjo, najbolj nepravično davčno ureditev, ki si jo lahko zamislite, ki bi uničila slovensko socialno državo. Ponavljam, ki bi uničila slovensko socialno državo, ker ne bi bilo več denarja zanjo. Je to politika v prid drugorazrednim? Drugič, v času prve Janševe vlade med letoma 2004 in 2008 se je zunanji dolg države, torej dolg gospodinjstev, bank, podjetij in države, povečal za več kot 30 milijard evrov. Kriza, ki je nasledila to vlado, je državo prisilila, da ta dolg v večji meri poplača z javnim denarjem. Zakaj ima torej danes država 30 milijard dolga? Dobršen del odgovorov boste našli v prvi in drugi Janševi vladi. Spet v korist drugorazrednim. Ko je bil Janša na oblasti leta 2012, je uvedel zloglasni ZUJF, s katerim so oklestili pokojnine, zdravstvo, univerze, šolstvo, policijo, državo pa potegnili v drugo recesijo. Predtem so se namreč kazali znaki rasti. In ko je Janez Janša danes v uvodnem govoru govoril o generaciji upokojencev, ki pred sabo nimajo mladosti in priložnosti, je pozabil povedati, da zaradi varčevalnih ukrepov, za katere je SDS svojima 2 vladama najbolj odgovorna, povprečen upokojenec še danes prikrajšan za 5,7% pokojnine, kar pri povprečni pokojnini znese 400 evrov na leto.
toliko si upokojenci lahko zapomnite, ko se bodo naslednjič sklicevali na vas. Je vse to v prid drugorazrednim ali pa so drugorazrednim ves ta čas metali pesek v oči, cilji pa so bili drugje? Janez Janša je namreč govoril, da je borec proti tajkunom. A ko se je povzpel na oblast, so tajkuni po letu 2004 doživeli svojo zlato dobo. SDS se je vzpostavil kot protipol eliti, ki jo je vzpostavila LDS. A ko so prišli na oblast, se je izkazalo, da je njihov cilj v bistvu zamenjati njihove z našimi. Drugače rečeno, da je vse, kar si želijo, tisto, kar so očitali LDS-u, a zase. In vajo so ponovili še leta 2012, tokrat so za talca vzeli celotno državo. Nasprotnikov v javnem sektorju so se lotili z Zujfom, neprijatelji v gospodarstvu z ustvarjanjem izrednih razmer, razglašanjem skorajšnjega bankrota države in klicanjem trojke. Po preverjeni formuli Margaret Thatcher, ekonomija je le sredstvo in če drugi del parafraziram, cilj je betonirati oblast. Čeprav se Janez Janša predstavlja kot neumajen upornik, je v resnici celo življenje spretno menjeval politične barve. Bil je komunist, pa potem antikomunist. Ko se je včlanil v Pučnikovo stranko, je nastopal kot socialdemokrat, ko je z njo prevzel oblast, je izvajal neoliberalni udar dvakrat. Govoril je, da je proti korupciji, a sodelavci v primeru Patrie v Avstriji še vedno sedijo v zaporih. Proslavil se je kot borec za človekove pravice, danes so na desni prvi borci proti človekovim pravicam v državi. Janez Janša je pač tam, kjer se maksimizirajo možnosti za oblast. Saj veste, za nekatere se oblast začne s prvo črko v abecedi. Tisti, ki ga nameravate danes kronati, seveda to veste, saj ste vendar sami izrekali podobne kritike vrsto let. In tudi ne verjamem, da ste tako neumni, da ne bi vedeli, da ga na oblast postavljate v izjemno nevarnem času, času panike. Z zahoda, iz Italije k nam prihaja koronavirus, z vzhoda pa fotografije bibličnih prizorov beguncev, ki jih bodo seveda v SDS-u imenovali invazija islamskih hord. Janez Janša bi po stari maoistični krilatici lahko dejal: pod milim nebom vlada kaos, situacija je odlična. Če ta človek kaj obvlada, je to zagotovo ustvarjanje izrednih razmer in sejanja panike. Danes namreč ne glasujemo samo o tem, ali naj bo Janez Janša še tretjič predsednik vlade, odločamo o tem, ali mu boste še tretjič dali mandat za poskus obračuna s prestitutkami, piškotkarji, krivosodjem, resnico. Zdravko Počivalšek na Twitterju sicer miri, da bo tokrat vse drugače, saj kot pravi, to ne bo koalicija ene stranke, kot da je kdaj bila, kot tudi ne koalicija enega predsednika, kot da je kdaj bila, pač pa koalicijska vlada, v kateri se bo delalo s konsenzom in upoštevanjem vseh štirih partneric. Aha. Njen bodoči predsednik medtem o svojih nasprotnikih že piše kot o ljudožercih, časopisu Dnevnik pa sicer zaenkrat še šaljivo žuga s poseganjem v njihovo uredniško politiko. Že v četrtek bomo obravnavali poskus vzpostavljanja naborniškega sistema, kjer bomo zagotovo kot razlog za to vzpostavitev poslušali, da je treba našo mladino poklicati, jih oborožiti s puškami in poslati na mejo nad begunce, ki prihajajo. Grožnje direktorici so padale, še preden ste ga ustoličili. In le počakajte, da nastavi svojega ministra kulturo, kako naivno ste mu to mesto prepustili, pa se bo začelo označevanje stranki SDS neljube civilne družbe in nevladnih organizacij za tuje agente, preganjanje neposlušnih novinarjev, pretvarjanje medijev v lastna trobila. Vse pod kontrolo, SMC imate vse pod kontrolo. Razumem, da danes tako mislite, a verjemite, še zdaleč niste prvi liberalci na svetu s takim zmotnim prepričanjem. Ampak vi, vsak od vas osebno, bo odgovoren, da boste Slovenijo izpostavili nevarnosti, da gre po poti madžarskega zdrsa v diktaturo. Zato danes prevzemate osebno odgovornost. Sam in kolegi v Levici nikakor nočemo živeti v strahu panike, preganjavice, lova na čarovnice. Enako nočemo živeti v svetu izsiljene izbire med Janšo ali pa sredino, ki mu je postajala vse bolj podobna.
V Levici bo, jasno, vseh 9 glasov proti podelitvi mandata za sestavo vlade Janeza Janše, a če mandat vseeno dobi, pa moramo tisti, ki bomo zdaj v opoziciji, presekati ta preklet začaran krog rok, ki rišeta druga drugo. Zato ne sme biti naš edini cilj nasprotovanje Janši, še pomembnejši cilj je izgradnja alternative, ki bo vredna svojega imena. Vlada po Janezu Janši namreč mora biti v temelju drugačna po programu, tehniki in retoriki. Vlada, ki države ne bo imela za plen, ampak ki bo služila, ki javnih inštitucij in državnih podjetij ne bo videla kot poligon za politično kadrovanje, ampak kot njeno bogastvo in potencial, ki ne bo strašila svojih ljudi, da bi s tem ustvarjala občutek lažne varnosti, ki deprivilegiranih in drugorazrednih ne bo ščuvala in obračala drugega proti drugemu, pač pa se borila za dobrobit vseh. Mladih, ki nimajo stanovanj, upokojencev, ki so pahnjeni v revščino, delavcev z nizkimi plačami, prekarcev, ki so prisiljeni živeti iz rok v usta, vseh, ki dela ne najdejo, in vseh, ki jim ta družba ne ponuja možnosti za poln razvoj svojih potencialov. Dobiti moramo vlado, ki ne bo zanikala podnebne krize, kot to počne Janševa stranka, ampak ki tudi ne bo le sprejemala deklaracij, kot to počne sredina, pač pa bo prešla od besed k dejanjem, da ohranimo ta planet za generacije, ki prihajajo. Kljub temu, da je danes težek dan za tak razglas, na tem mestu obljubljam, da bomo v Levici trda opozicija in da se bomo od tega dne naprej še odločneje borili, da bo prihodnost demokratični in ekološki socializem.